Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so kakopak vesti na vesti, ki je danes zjutraj, ali kdaj včeraj? Saj veš kaj. Novo stran imamo, Judel Dudel. A ni to lepo? A si se zgubil, ko si odprl zjutraj? Ne. Nisi? Ful čuden si ti. Tebi kar vse gre ko po maslu. No pa dajmo. Neuspeli poskus atentata hrvaškega atentatorja, na katerega izmed vodilnih slovenskih politikov v medijih še kar odmeva. O skrbeh glede atentata in občutku varnosti smo zato povprašali nekatere ministre in poslance. Lahko bi tudi čistilko ali pa koga tam iz državnega zbora. To bi bilo sploh fajn, ne? Če bi prišel, na primer, gospod iz Hrvaške do parlamenta, ne bi ga ustavili policisti, zdaj bi tukaj morebiti bil z nami in naredilo bi bum. Kaj potem? Ja, verjetno bi ta bum zelo malo ljudi preživelo. Ja, predvsem sem izredno vesela, da imamo tako dobro usposobljeno in učinkovito policijo, da je z lastno dejavnostjo uspela zaznati nevarnost in da jo je tudi uspešno preprečila. Se pa lahko zamislimo, da se časi, v katerih živimo, bistveno spreminjajo. Takšnih poskusov napadov v Sloveniji še ni bilo in očitno se pridružujemo trendu bolj nevarnega življenja, ki je nasplošno prisoten v svetu. Kako pa vi gledate na to? Se vi počutite varnega, hodite večinoma peš na seje vlade, ste pa vseeno minister, varnostnika nimate, tudi na Hrvaško greste, baje brez varnostnika? Ja. Jaz se ne bojim. Gospa ministrica, se počutite dovolj varno? Zaenkrat še, ja. Zaenkrat še. Ali se vi, kot Karl Viktor Erjavec, počutite varno? No, jaz se počutim zelo varnega. Jaz se počutim varno že ves čas v Sloveniji. Kaj pa v tujini? Tudi. V redu. Nimam problema. Vsi v tem državnem zboru se lahko počutite varni, ker če bojo koga pretepali, bojo pretepali mene. Včeraj je premier Borut Pahor odgovarjal na poslanska vprašanja, to pa je nekaj novega. O učinkovitosti dela vlade in aferah, v katerih so se v zadnjem času znašli ministri, je Pahorja pobaral poslanec SDS Jože Tanko. Čak, zdaj kar eni drugega sta spraševala. A so vsi novinarji na dopustu, ali kaj? A ni to malo čudno, tako, med nama? Še posebej pa je izpostavil afero Ultra, v kateri se je znašel minister Golobič, in afero v zbornici fizioterapevtov, v katero je vpletena ministrica Kresalova. Jaz mislim, da učinkovitost vlade začenja predvsem afere, v katere so neposredno ali posredno vpleteni ministrice vlade. Na primer minister Golobič, ki je javno zatajil delež v gospodarski družbi, neravno izkazal vrednost stroška komisiji in sporočil o lastniških deležih v drugih družbah. Prav tako ima veliko sedež v tujini v davčnih oazah s prikritim lastništvom, kar pomeni te države davkom ne plačujejo, pa čeprav minister, oziroma kot minister prejema plačo iz javnih sredstev. Tudi afera v zbornici fizioterapevtov pokazala na klientelistične in družinske povezave med ministrica Kresalova, direktorico zbornice fizioterapevtov in odvetniško pisarno sodnico. Na očitke o neučinkovitosti vlade je premier odgovoril takole. Če bi kot predsednik vlade presodil, gospod poslanec, da vlada ne deluje homogeno in dovolj učinkovito, bi predlagal njeno konstrukcijo takih, oziroma vprašal državnem zboru za zaupanje tej vladi. Menim, da po svojih najboljših počeh vsak od ministric in ministrov dela svoje delo, ne brez napač in ne brez podršljaja. Samo je lušna stran. Res je lušna. Taka praktična, pregledna, brez kakih nepotrebnih številk, a ne? Slovenski parlamentarci so v sredini junija v Mostarju na Evropskem prvenstvu parlamentarcev v tenisu dosegli prvo mesto. Jej! V finalu so premagali tenisače italijanskega parlamenta in tako v preddverje velike dvorane državnega zbora prinesli velik pokal iz Mostarja.
V tenisu so zmagali. No, tukaj je in zdaj ga imamo. Kaj ste osvojili v tenisu med parlamentarci? Kakšno je bilo vzdušje na tem prvenstvu, oziroma je šlo kar hudo skozi, da ste prišli do finala in finalno premagali Italijo? Bilo je kar naporno, glede na to, da je bilo v Mostarju skoraj 40 stopinj, takrat, ko smo to igrali, ampak prijetno, kajti sam že 15 let hodim na ta srečanja in 15-tič nam je uspelo tudi po tekmovalni plati, čeprav nikoli ni bilo na prvem mestu to, ampak predvsem izmenjava izkušenj tudi na neformalen način, srečevanje s poslanci, poslankami, pojasnevanje nekaterih odprtih vprašanj. Ravno tukaj je bilo tudi obdobje, ko so se prelamljala zaključna dogovarjanja med Slovenijo, Hrvaško in Evropsko unijo in tam so poslanci, ki so bili tako rekoč, nekateri so tudi potovali čez Slovenijo, presenečeni, kako to, da se ne moramo dogovoriti. Tam na tem srečanju smo pa pravzaprav bili prijazni drug do drugega, smo razpravljali, kot da kakšen spor o meji sploh ne obstaja. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V petek in soboto je v Komnu na Krasu potekal sedaj že tradicionalni Krastival, festival punk, hardcore, grind, krast in podobne muzike. Kaj pa narodno zabavne? Nekaj je padlo, tam pa se je razbilo. Organizatorji so četrtič zapored poskrbeli za vrhunsko izbrane bende, ki so skupaj z neutrudljivo publiko poskrbeli za divjo zabavo. A bil Sarkić tam? Je tam vsako leto Sarkić. Kako letos ni bil Sarkić tam? Lani je bil, se spomnim, tam da je 4 ali 5 zjutraj in 6 nažgan pol on tam pride ven in živijo, lahko vi meni zdaj malo povete. Ampak je fajn, je legenda. Krastival se. Als ob bei ihr Leben auf der Tier, denn so kommt der Konflikt nicht zum Ruhen. Zwei Völker, ein Land und ein großes Problem. Palästina, wie soll dieser Staat entstehen? Ohne Diplomatie, Aug um Aug, Zahn um Zahn, so hat Oslo versagt das Friedensplan. Darum habt ihr denn die Hamas an eurer Seite, so seid ihr bereit für den Wahnsinn, euch noch mehr ins Fleisch. Wer gibt euch das Recht, das verdammte Recht? Mislim, jaz si itak ne predstavljam vesti brez Sarkića. On je res legenda. Tle nimaš kaj izreči, zapomni si to, ko mene več ne bo, zapomni si to. Deni so vse dati, kar si on zaželi. V nedeljo pa so se slovenski publiki prvič predstavili Morčiba, vendar ne v stari zasedbi, temveč z novo pevko Francozinjo Mando Zemolo. Mah, kako so dobri, res so dobri. Evo, še vreme. Se hecam. Še vreme, ob 4 pa 17 minut lahko na betonu, če imate seveda škarpo in sam, če imate škarpo, spečete jajce na oko. Dobro, ne? Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Judel dudel. Andraž, 5, 4.